Vojaki so ves čas spraševali, se nadejali tega, da bodo lahko priskočili na pomoč svojim ljudem, ampak sistem, ki je vzpostavljen tudi s pomočjo zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, govori o postopnosti vključevanja sil. Se pravi, da se najprej uporabi sile, ki so na razpolago na občinski ravni, potem sile, ki so na regijski ravni. Zlasti se pri tem seveda uporablja sile sistema zaščite, reševanja in pomoči, torej gasilce in druge reševalne organizacije, ki so lahko poklicni ali prostovoljni, in šele ko teh sil zmanjka praviloma, se upokliče vojsko, pa tudi zmogljivosti slovenske policije, ki pa opravlja svoje naloge varovanja že itak ves čas. Vendar tudi v tem primeru ste videli, da se čisto povsem te postopnosti vključevanja sil nismo držali, pač pa smo upoklicali na pomoč zmogljivosti slovenske vojske že takoj, ko je bilo videti, da bo ujma presegla zmogljivosti lokalnih ravni. Torej, vojaki so bili naprimer na severnem Primorskem in tudi v Celju že upoklicani in so tudi delovali tudi že v petek zvečer, torej dobesedno prvi dan ujme, vendar so bila njihova dela takrat prvi dan bolj preventivne narave, se pravi, da so polnili vreče s peskom in jih razvažali ljudem. To delo so opravljali vojaki tudi v Ljubljani, zlasti v tem barjanskem predelu, še do ponedeljka. Potem pa so se naloge pripadnikov Slovenske vojske začele premikati bolj v to neposredno pomoč pri čiščenju prizadetih objektov in neposredno pomoč pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin za ljudi, ki so bili najbolj prizadeti. In danes, kot vidimo tukaj v Kostanjevici na Krki, se ta vrsta pomoči tudi zaključuje. Se pravi, vzpostavitev osnovnih življenjskih pogojev je dosežena in pomoči vojakov, da bi pomagali ljudem nositi iz stavb njihovo prizadeto pohištvo ali da bi pomagali z preskrbovanjem, s preskrbo tovrstne pomoči ne bo več treba zagotavljati. Je pa res, da zaradi napovedanega deževja konec tega tedna bomo, če bodo tovrstne zahteve povedali tudi z regijske ravni, upoštevali, da je treba pripadnike Slovenske vojske še vedno držati v neposredni pripravljenosti, da bi, ukolikor bo v soboto in nedeljo to potrebno, lahko takoj šli ljudem na pomoč. Moja presoja tudi je, da sedaj, ko smo nekako začutili, na katerih točkah je ta pomoč najbolj kritična, torej najbolj potrebna, bo nujno tudi biti pripravljen že vnaprej za interveniranje prav tod, kjer so bili ljudje najbolj prizadeti. Smo namreč v fazi neke vrste posttravmatskega stresa. Ljudje se vse bolj zavedajo, kakšne so posledice ujme. Prve dni je v vseh žarela še solidarnost, nesebičnost in požrtvovalnost, vendar ko se dnevi z ujmo podaljšujejo in ko se soočiš z vsem, kar si v ujmi izgubil, pa nastopi druga faza in postanemo kritični, zagrenjeni, čutimo svojo nemoč in takrat začnemo iskati tudi krivce v svojem okolju. Prav bi bilo, da v tem trenutku rečemo in se zahvalimo vsem tistim, ki so znali priskočiti na pomoč takrat, ko je bilo najhuje, ko so bila ogrožena življenja in lastnina. Se pravi, da izrečemo polno pohvalo tako poklicnim kot prostovoljnim gasilcem in drugim reševalcem, polno pohvalo vojakom in policistom, vsem občinskim in regijskim strukturam zaščite in reševanja in pa tudi vsem tistim županom in njihovim poveljnikom za civilno zaščito ter vsem njihovim sodelavcem, ki so znali oceniti situacijo v svojih občinah in tudi znali oceniti, kje in kako svojim ljudem najbolj pomagati. Ta prva kriza, ko so bila ogrožena življenja in lastnina, je mimo. Prehajamo v fazo sanacije, odpravljanja posledic nesreče. Tu pa nastopijo drugi mehanizmi.
In ti mehanizmi so bistveno bolj dolgoročne narave. Seveda bo treba dobro oceniti škodo, seveda bo treba okrog škode še doseči neke vrste dogovore o tem, kdo vse je tisti, ki bo vključen v pokrivanje škode, tako na ravni občin kot na ravni države in tudi na ravni Evropske unije, kajti iz vseh treh virov bo potrebno preskrbeti ustrezno količino sredstev za sanacijo škode, ampak sedaj je čas, da resno razmislimo o tem, kako odpraviti sicer posledice te ujme, letošnje ujme, in kako zastaviti dolgoročnejše urejanje vodotokov na način, da bodo posledice bodočih poplav manjše, da bomo manj investirali v posledice in več investirali v to urejenost našega okolja in, moje mnenje je tudi, prav je, da investiramo dovolj v opremo, usposobljenost in pripravljenost vseh ekip, ki skrbijo za zaščito, reševanje in pomoč, takrat, ko do nesreče pride. Se pravi, če znamo poskrbeti pravočasno za to, da imamo izurjene reševalce, ni važno, v kateri uniformi so, ali civilno-zaščitni, ali gasilski, vojaški, policijski ali katerikoli, lahko tudi v civilu to da. Bistveno je, da imamo ekipe pripravljene, opremljene in potem bomo vedeli, da je naše zavarovanje pred bodočimi nesrečami ustrezno. Če mislimo, da takrat, ko nas nesreče, grožnje, poplave ne ogrožajo, če mislimo, da nam takrat ni treba misliti na težave, ki pridejo lahko in živimo v časih podnebnih sprememb, ko je na težave in grožnje treba računati, če mislimo, da lahko puščamo ob strani investicije v varnost, potem moramo vedeti, da je to velika zmota. V varnost je treba investirati vedno sproti in na ustrezni ravni. Če lahko še na kratko ocenite vlogo vojske oziroma kako je opravila? Jaz ocenjujem, da je na ravni celote Slovenske vojske, pripadnikov imamo 7600. Torej na ravni celotne vojske, za katero vemo, da je sodelovala v obsegu približno 1000 vojakov, več desetin vozil, 5 do 6 čolnov, opravila svoje delo maksimalno dobro. Če imamo danes občutek, da je vojska mogoče stopila na pomoč prepozno, potem je ta občutek posledica sistema, po katerem v naši državi vojaško organizacijo vključujemo v pomoč pri zaščiti in reševanju. Jaz vem, da naša vojska želi svojim ljudem pomagati takoj. Toda sistem je takšen, da je dodelil določeno vlogo v tej pomoči. Vem pa, da z načinom, kako so naši vojaki ljudem pomagali, s tem načinom so zanesljivo pokazali, da so naša, torej Slovenska vojska. Hvala. Hvala.